V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes goduje sveti Jožef, ki je zavetnik umirajočih, očetov, obrtnikov, delavcev in tudi krščanskih družin. Je pa tudi zavetnik nas, redovnih bratov Salezijancev, ki se mu na poseben način priporočamo pri svojem poslanstvu, ki je biti blizu z mladimi in stvarnosti dela, ker tako pričujemo za Božje kraljestvo v svetu. Pred 30 leti mnogi niso razumeli moje odločitve, da kot redovnik ne bom postal duhovnik, ki je takrat v družbi še imel nek ugled, temveč redovni brat, ki bo svoje življenje razdajal za mlade na čisto drugačen način. Dokler nisem prevzel vloge graditelja in službe ekonoma, sem se počutil povsem uresničenega v družbi mladih animatorjev, ministrantov in pripravi ter izvedbi mnogih oratorijev po Sloveniji. S prevzemom odgovornosti ekonoma skupnosti v Veržeju, odgovornega za gradnjo cerkve svetega Janeza Boska v Mariboru in nazadnje še gradnje Majcenove hiše na Rakovniku in inšpektorialnega ekonoma, sem docela odkril razsežnosti svojega laiškega poslanstva. Pri tem delu ni bilo nič duhovniškega. Kot redovnik laik sem bil enakovreden sprejet tako med poslovneže, politike, kakor tudi med preproste delavce in kmete. Vsi vedo, da živim drugačno življenje in mnogi, tudi neverni, so po skupnem delu in pogovorih začeli na vero in cerkev drugače gledati. Vedno bolj sem tudi sam ugotavljal Božje posege pri mojem delu. Naj omenim le dve izkušnji. Ko sem leta 2000 prišel v Veržej, sem se že prvi večer čutil neboglenega ob sprehajanju po dvorišče velikega dotrajanega Marjanišča in sanjal, kako bi bilo, če bi bil objekt obnovljen in poln življenja. Kot etnolog sem imel pred očmi tudi učne delavnice za rokodelce. Rekel sem si, Marija, to je tvoja hiša in če je Božja volja, bo tudi sveti Jožef poskrbel, da se bodo našla sredstva in dobri ljudje, ki bodo sanje spremenili v življenje. Na začetku ni bilo lahko, doživel sem tudi marsikakšno nasprotovanje. Po 15 letih, ko sem odhajal iz Veržeja, sem bil vesel in Bogu hvaležen za to milost, da je Marjanišče v celoti obnovljeno z mnogimi programi in da živi lončarska delavnica, kjer se izobražujejo brezposelni ter prihajajo mnoge skupine otrok in mladih. Prepričan sem, da je bil Marijin poseg več kot očiten in čutil sem, da je bila obnova izmoljena tudi s pomočjo molitev mnogih sobratov, še zlasti misionarja Martina Maroša. Drugo izkušnjo Marijinega posega sem doživel v Mariboru pri gradnji Don Boskove cerkve. Gradnja celotnega Don Boskovega centra v Mariboru je ob začetku gospodarske krize obstala na mrtvi točki. Gradbeno podjetje, ki je gradilo, je šlo v stečaj, projekti so bili zastavljeni preobsežno in brez vsake možnosti, da se v doglednem času dokončajo. Narejeni so bili temelji in nekateri betonski zidovi. Gradbeno dovoljenje je bilo enovito, brez možnosti fazne gradnje. Projekt je bil zasnovan razkošno z bogatimi materiali in projektanti so vztrajali pri svojem projektu. Finančnih sredstev ni bilo zagotovljenih niti za dokončanje objekta do strehe. Če kdaj, potem je pri tej zgradnji Don Bosko v nebeskih z Marijino priprošnjo dosegel Božji čudež na zemlji. Z nemalo skrbi, molitve in skupnem sodelovanju smo se na upravni enoti dosegli, da je bila možna fazna gradnja, projektanti so se omehčali
in na novo po fazah sprojektirali objekt z bolj cenovno sprejemljivimi materiali. Izbrali smo nove izvajalce del in v letu 2013 blagoslovili prvi del objekta, ki je omogočil, da se je naselila salezjanska skupnost in na tej novi lokaciji začela s pastoralnim župnijskim delom ter odprla mladinski center. Že v letu 2015 je bila dograjena cerkev svetega Janeza Boska z novo ekipo sobratov in z drugačnim pristopom se je delo na področju župnije in mladinskega centra začelo optimistično razvijati. Prihodnost pa bo prinesla nove izzive, tako glede dokončanja objekta, kakor tudi glede samega poslanstva. Še bi lahko našteval tiste majhne dogodke v mojem življenju, preko katerih se mi razodeva Božja dobrota in priprošnja svetega Jožefa in Device Marije. Skupaj z Don Boskom lahko rečem, Bog in njegova sveta mati sta nam pomagala v naših potrebah. To se je posebno uresničevalo takrat, ko smo bili v stiski in bi težko poskrbeli za vse potrebno za naše revne in zapuščene fante. In zlasti še takrat, ko so bili fanti v nevarnosti za svojo dušo. Prepričan sem, da nam bo Božja mati stala ob strani tudi danes, ko se srečujemo s koronavirusom, zato si na poseben način priporočamo z izredno 9-dnevnico. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas od zla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. hvalimo in češčeno najvedno bo, Presveto rešite devo. zdaj in vekomaj. Amen. Pozdravljena kraljica, Mati usmiljenja, življenje, veselja in pomena naša pozdravljena. Tebi upijemo izgnani in otroci, tebi vzdigujemo žalostno jokanje Hristov zbednini. Obrni torej naša pomočnica, svoje milostljivosti nas in pokaži nam poti z nas do Jezusa. Blagoslovljeni sad svojega telesa, o milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Marija pomoč kristjanov, Prosi za nas. molitev za zdravje v času epidemije, Oče usmiljanja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni in izboljšanje zdravja njihovim svojcem pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. molimo, vsemogočni, usmiljeni Bog, ki se v obrambu krščanskega ljudstva postavil trajno pomoč v blagoslovljeni Devici Mariji, pomagaj nam s svojo milostjo, da pod njenim varstvom v bojih življenja
in ob smrtni uri premagamo sovražnika našega zveličanja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse